Pozdravljeni! No, danes pa par besed sem rekla, spregovorim o tem, kako pomembno je, da pozitivno razmišljamo. Poglejte, ga ni človeka, ki nima težave na tem svetu, ni družine, ki nima neke izzive in dejstvo je, da vsak se lahko odloča, ali gre tok misli v pozitivno ali pa v negativno. Vsak izmed nas v vsakem trenutku odloča, kam bo šel tok njegovih misli. In eno stvar, glejte, če si ponavljate, ne vem, kot neko pozitivno misel, ustvarjam nove vibracije, Veste, kje imamo mi največji problem? Da smo postali preveč odrasli. Ker otroci, če gledamo, glejte, otroci se ne obremenjujejo s tem, a znajo plesati ali ne znajo plesati. Oni samo plešejo. Otroci se ne obremenjujejo s tem, a znajo risati ali ne znajo risati. Oni rišejo. In vemo, da včasih rišejo tudi po stenah, ker prazna stena je pač dolgočasna. In ena stvar, ko bi se mi začeli zavedati tega, da v osnovi vsak izmed nas ima možnost, da enostavno reče dovolj, da enostavno reče, ustvarjam nove vibracije. Kaj pa zdaj tisto, kar mene veseli? Kaj je tisto, kjer meni duša poje? Glejte, zavestno usmerjanje energije je to, da nekaj minut na dan daš priložnost temu, da razmišljaš to, kar ti želiš, ne to, kar ne želiš, da se ti dogaja v življenju, ampak kaj želiš. In mogoče tudi z ljudmi, s katerimi govorimo, da ne govorimo non-stop o samih problemih, ampak da začnemo govoriti o tem, kaj je še tisto dobro, kaj je treba dobrega narediti v življenju. Vsak ima možnost, da se odloča za pozitivno ali pa negativno. Pri sosedih zdaj že, odkar sem tukaj 3 leta, že razbijajo. In to je ena stvar, kamor bi lahko šel tok mojih misli. In bi ves čas razmišljala, ropotajo. In bi meni že ropotalo v glavi. Pa tako rečem, vsaka hiša je enkrat narejena. Dejstvo je, da jaz lahko izbiram, kam gre tok mojih misli. Vedno. Pa ni samo to edini problem v življenju, ki ga imam, ampak enostavno odločati se, kam gre tok mojih misli. No in prav s tem namenom veste, kaj mi je prišla pod roke? Knjiga od gospe Deje Muk, in sicer knjiga o fraktalnih risbah. In sem tudi sama začela risati fraktalne risbe, ampak veste zakaj? Z namenom, da usmerjam tok svojih misli. In to je ena od prejšnjih risb, pred dnevi sem to narisala. In zdaj, kaj sem si pa zraven ponavljala? Kreiram svojo krasno bodočnost. Kreacija je vedno v tem trenutku, ko jaz razmišljam o tem, kaj želim, usmerjam tok misli. V tem trenutku kreiram uspešno sedanjost in uspešno bodočnost. Danes kreiram srečno, zdravo in uspešno bodočnost. In potem tukaj naprej. Naslednja risba. Ustvarjam svojo krasno, srečno bodočnost. Ustvarjam svoje novo življenje polno sreče, veselja in ljubezni. Moje življenje je izpolnjeno s hvaležnostjo, zaupanjem in vero. Vse se dogaja po velikem božanskem načrtu zame in za vse ljudi okoli mene. In to je točka, ko se odločam, da ta trenutek lahko smeram misli v to, kar želim. Ne v to, kaj mora biti narejeno, kaj ni narejeno, kaj bi bilo treba, da bi bilo narejeno, kaj nekdo ni naredil, pa bi mogel narediti in tako naprej. Ta trenutek jaz ustvarjam svoje zadovoljstvo in ko se odločam, da bom sama kreirala svojo mislijo, to, kar jaz želim, se sproži tok energije okrog mene in začne se dogajati neviden val, ki prinese v moje življenje vse to, kar jaz želim. In enako naredite vi, nekaj minut na dan, dajte temu, kaj vi želite, ne česa si ne želite. In boste videli, da v vaše življenje bo ta nevidni tok prinesel vse to, kar si vi želite. Zato se splača kdaj ustaviti in narediti kakšno stvar, ki je do zdaj niste delali. Mogoče si priklopiti glasbo in samo plesati. Ker če gledamo, otroci, ko zaslišijo glasbo,
oni plešejo, kaj pa mi? Obtičimo. In zaradi tega, ker je točka kreacije v tem trenutku, začnimo drugačne vibracije ustvarjati, začnimo kreirati, začnimo uživati zdaj in si dajmo priložnost za to, da lahko zraste nekaj novega. Vam grem nekaj pokazati. Glejte, vam pokažem nekaj, na čemer sem čist navdušena. In to je moj vrt. Čakajte, da vam pokažem. Jaz upam, da boste videli. Dež pada. Glejte, a vidite? Treba je posejati vsake toliko časa kakšno zadevo, pa posaditi. In ko posadimo stvari, lahko nekaj novega zraste. In na energijskem področju je pa tako, da moramo začeti drugačne misli ustvarjati, da lahko nastane nekaj novega. In to je seme, ki bo zraslo, in to seme lahko zraste v čudovite zadeve, če mi si damo priložnost, da posadimo novo seme. In tisto staro odkopavanje vej pa dreves, ki so se že zdavnaj posušile, ne vodi nikamor. Včasih je treba kakšno stvar malo popleti, pa narediti prostor za novo, posejati nova semena, in zato so misli, so semena novega, kar bo zraslo nekaj čudovitega. Zato dovolite, da se v vašem življenju zgodi nekaj lepega, ampak nehajte vkopavati mrtvo drevje, mrtev vrt, dajte prekopati pa narediti nekaj novega. Tako da uživajte in imejte sebe radi, vedno se začne pri tem, kaj jaz občutim ta trenutek. In če jaz ta trenutek občutim srečo in zadovoljstvo, to sejem. In življenje mi prinaša vse to nazaj. Zato začnite vsak v svojem življenju in boste videli, v življenju se dogajajo čudeži, ko mi dovolimo, da se zgodijo. Imejte se radi in lep dan.